Gabor Rupnik, ki je pri 13 mesecih oglušel zaradi meningitisa, je po izobrazbi diplomirani inženir kemije. Po zaključku Valdorfske gimnazije v Ljubljani je v letih 2007 do 2012 kot prvi in do zdaj edini Slovenec študiral na znameniti univerzi Gallaudet v Washingtonu. To je najstarejša in največja univerza za osebe z izgubo sluha. Gabor Rupnik je kot odličen študent prejel več nagrad. Prejemal je tudi štipendijo javnega sklada Ad Futura Republike Slovenije, ki nadarjenim študentom omogoča študij v tujini. Po zaključku študija se je vrnil v domovino. Podjetje Alterno Labs, v katerem je zaposlen Gabor Rupnik, se ukvarja z raziskovalno in razvojno dejavnostjo na področju biotehnologije. Sporazumevanje s slišečimi poteka brez težav. V tem trenutku sporazumevanje poteka na več načinov. Samo delo analitika je oblikovano na način, da lahko Gabor zelo samostojno opravlja svoje delo. Po drugi strani, večina komunikacije, ki jo imamo, poteka na način, da si ali večinoma pišemo, se pravi si izmenjujemo sporočila, bodisi elektronsko, bodisi direktno napišemo, tako da lahko v bistvu zelo naravno poteka ta komunikacija, ker Gabor ima pač telefon, jaz govorim, telefon prevaja govorjeno besedo v napisano. Gabor izredno dobro bere z ustnic. Tukaj tudi moramo omeniti, da določeni sodelavci od Gabora že obvladajo
kontrola kakovosti zdravil. Tako da načeloma z Gabrom komuniciramo bolj v smislu zasedenosti inštrumentov, se pravi, če je mogoče tisti dan naprava za sproščanje prosta, oziroma kako je za uporabo UV-vis sistemov, se pravi za določene kvantifikacijo učinkovin, naprimer, ki imamo v razvoju. Bolj s takimi stvarmi včasih, tudi preverim kakšne rezultate, izračune, ki jih je on naredil. Kolegice danes žal ni, ki je pač tako, da ona pa dejansko bistveno več komunicira, ker pač sta oba dva analitika, tako da tudi intenzivno delata na kakovosti zdravil, se pravi analize. Izguba sluha ni ovira, da se tisti, ki jih zanimata naravoslovje in tehnologija, ne bi odločili za univerzitetni študij. Rečem, da se mi zdi, da je Gaber izreden dokaz za to, da tovrstna pomanjkljivost absolutno ne sme človeku preprečiti, da postane izreden strokovnjak na nekem področju. In bi v tej priliki spodbudil vse mlade ljudi, ki želijo vstopati na pot tehnologije, naravoslovja, tovrstnih aktivnosti, da so jim vsa vrata odprta. Obenem tudi bi poudaril, da Gaber pri delu ni omejen samo na komunikacijo z nami, ki smo znotraj podjetja. Gaber je prevzel tudi določen del komunikacije z zunanjimi sodelavci podjetja, z dobavitelji, s serviserji. In absolutno ne vidim nobenih ovir, da bi več ljudi šlo njegovo pot, da bi šli po izobrazbo ustreznega tipa, da bi nastopili tovrstna delovna mesta in da bi prispevali svoj delež podjetjem, ki potrebujejo tovrsten kader. Gaber Rupnik je svetel zgled, kaj vse se da doseči s trudom in vztrajnostjo. Na njegovi življenjski poti mu želimo še veliko uspeha.